Reformacija in turška grožnja imata pri nas zagotovo veliko tesnejšo povezavo kot na nemškem. Zdaj, kar se tiče Lutra, je popolnoma jasno. Tudi Lutra je vprašanje islama in turške grožnje kar precej okupiralo miselno. Temu je po svetu nekaj več kot 10 besedil, vsega skupaj kar en precejšen opus. Recimo v eni izdaji ob koncu 16. stoletja je ta antiturkika Luteri velika skoraj 1000 strani. Njegova ideja je bila najprej, da se ne bojuje z muslimani, na to, da se z njimi ni mogoče bojevati, oziroma da se s Turki ni mogoče bojevati, ker naj bi bile turške vojske na nek način manifestacija samega zlega duha, Satana, Goga iz Magoga, ki so ga ljudje Lutrovega časa pričakovali praktično vsak dan, kajti ljudje so bili takrat prepričani, da živijo v 6. dobi svetovne zgodovine in da je nastop poslednje stvarnosti praktično pred vrati. Zato so nekatera naravna znamenja, recimo komete ali pa mrke, ali pa recimo kakšne druge fenomene razlagali kot znamenje prihajajočega konca stvarnosti. In eden od teh znakov so bile tudi turške vojske. Zato je Luther v nekaterih spisih rekel, da praktično se s turškimi vojskami ni mogoče bojevati, ker to niso materialni vojaki iz mesa in krvi, ki jih je mogoče poškodovati, temveč da so to pravzaprav inkarnacije zlega duha, hudičevi soldatje. No, potem je pa sčasoma se prebil do nekega drugega stališča, in sicer ta preboj se je zgodil tudi zaradi tega, ker se je v to diskusijo umešal kralj humanistov, Erazem Rotterdamski. Erazem predlaga dobesedno preventivno vojno proti Turkom. Erazem bil sam zelo miren človek. Eden redkih ljudi v tistem času, ki se ni srdito prepiral, bojeval. Ampak kljub temu predlaga preventivno vojno proti muslimanom. Oziroma pravi tako, če sosedu gori hiša, tečete tja gasit, zato da se ne užge še vaša. Če nas tepejo pri nas, moramo iti k Turkom, pa se z njimi spoprijeti tam, zato da ne bojo hodili k nam. To je njegov racija. Luther tudi spričo tega Erazmovega teksta iz 1529 odreagira tako, da se bo treba spoprijeti, ampak da duhovni pa ne sodelujejo. Kar se tiče pa naših protestantov, so bili pa teh skrupulov nekoliko bolj osvobojeni. Preprosto zaradi tega, ker so imeli kontakt z vsako mesečnimi oziroma zrednimi upadi turške vojske. Zelo, zelo pomenljivo je tudi naslednje. Slovenščina, knjižna slovenščina 16. stoletja ne pozna izraza musliman. Ampak oba pomena, tako Turek, kot pripadnik Osmanskega imperija, kot Osman in kot musliman, skratka vsi trije pomeni sovpadejo v izraz Turek. Izraza musliman pa v slovenščini 16. stoletja ni. Trubar uporablja, recimo, ko hoče izreči islamska vera, muslimanska vera, ne govori tako, kot sem sedaj jaz to poimenoval, ampak govori turška vera, turški fariji in tako naprej. Imate recimo zelo zanimive stvari, ki jih najdete še danes na ravni slovarja. Tam do enih 60-70 let prejšnjega stoletja je bilo najbolj običajno poimenovanje za psa na slovenskem kaj? Sultan. Če odprete Grimov slovar iz leta 1842, najdete ob iztočnici Turek noter podčlanek, ki piše, da večina Nemcev svojega psa poimenuje Turek. Mislim, da kakšna velika interpretacija tukaj niti ni umestna. Pač vidite ideari in imaginari, ki se v obliki neke zgodovinske zavesti, nekih podob dolgega trajanja pač prenaša iz stoletja v stoletje. Zelo zanimivo, da tudi na nemškem, kjer večina Turka sploh ni videla.